Najlepša hvala za predstavitev, lepo pozdravljeni. V prispevku, kot je Martina povedala, bova predstavili razstave vzorčnih stanovanj in njihov vpliv na razvoj bivanjske kulture, ki je bila v 50. in 60. letih 20. stoletja eno od ključnih osrednjih vprašanj povezanih z modernizacijo in urbanizacijo. Vzpostavljanje nove države po letu 1945 sta zaznamovala napredek in zavzemanje za družbene spremembe, ki so bile alternativa predvojni kapitalistični produkciji, predvsem načinu bivanja, in ta alternativa se je odražala v želji po dvigu življenjskega stila za vse, ne glede na socialni status. Nagla urbanizacija je povzročila porast stanovalcev v mestih, s čimer se je odprlo pereče vprašanje manjka stanovanj in nasploh moderne stanovanjske gradnje. Pri reševanju stanovanjske problematike in pa seveda tudi vzporednem razvoju industrijske proizvodnje, zlasti pohištvene industrije in predmetov za dom, so pomembno vlogo igrale didaktične razstave, ki so z modeli idealiziranih vzorčnih stanovanj v merilu 1:1 prikazovale nove bivanjske koncepte in funkcionalno stanovanje z racionalno oblikovanim, standardiziranim pohištvom in opremo je skozi medij razstave postalo promotor napredka in modernega življenjskega stila. Razstave vzorčnih stanovanj so igrale pomembno vlogo v zgodovini arhitekture 20. stoletja, ne samo pri nas, ampak tudi v tujini. In v mnogih državah so v obdobju po drugi svetovni vojni, pa tja do konca 50. let, potekale poglobljene družbene, kulturne, politične razprave o kakovostnem modernem stanovanju. Te razprave imajo svoje korenine v obdobju med obema vojnama, po drugi svetovni vojni pa so zaradi naraščajoče potrebe po stanovanjih ter razmahu industrializacije so izjemno izrazito razvnele praktično v vseh državah Evrope, pa tudi v Ameriki. In te novi koncepti bivanja so bili pogosto predstavljeni v formatu razstave 1:1, bodisi kot interierji ali pa kot celoti zgrajeni stanovanjski objekti, in v bistvu naj šlo za začasne konstrukcije ali pa stavbe, ki so jih po razstavi naselili stanovalci. Te projekti imajo neke skupne značilnosti. In sicer prvič, razstave so bile oblika soočanja s perečo stanovanjsko krizo, ter so nastale skupno vizijo politike, arhitekture, oblikovanja in gospodarstva, in pa te razstave so skozi nove prostorske organizacije in pa funkcionalno opremo, moderno pohištvo, promovirale življenjski stil, ki se je izrazito razlikoval od ustaljenih obstoječih načinov bivanja. In pa tretjič, te razstave so bile koncipirane izrazito didaktično, velikokrat so bile del enih širših programskih sklopov, naprimer sejemskih dogodkov, svetovnih razstav, simpozijev, in velika pozornost je bila usmerjena v promocijo ter v spodbujanje potrošnje, pri čemer so pomembno vlogo igrali tudi mediji. Tako da v nadaljevanju bova podrobneje predstavili dve ključni tovrstni prizadevanji za širjenje idej o novi stanovanjski kulturi v drugi polovici 50. let pri nas, ki sta temeljili na velikem angažmaju slovenskih arhitektov in oblikovalcev in pa potem seveda v sodelovanju s številnimi gospodarskimi organizacijami in drugimi strokovnimi organizacijami in potem v bistvu še nekaj tovrstnih manifestacij, bolj na kratko v drugem delu predavanja. Lepo pozdravljeni. Osrednja tema povojne izgradnje je bila racionalizacija graditve, ki se je nanašala na izboljšanje in racionalizacijo tehnik gradnje, uvajanje novih gradbenih materialov, prefabrikatov, uvajanje novih tehničnih predpisov in standardov, kakor tudi na produkcijo sodobnega, industrijsko izdelanega in cenovno dostopnejšega pohištva, ki zaseda manj stanovanjske površine. Boljša, hitrejša in racionalnejša gradnja naj bi omogočila dostopna in sodobni kulturi bivanja primernejša stanovanja za vse. Ob tem pa so se tako politiki kot arhitekti zavedali, da je pri tem ključna popularizacija tega skozi publiciranje in razstavljanje. Prva povojna promocijska razstava vzorčnih stanovanj, stanovanjske gradnje in opreme v Jugoslaviji je bila tako razstava Stanovanja za naše razmere.
Zvezdno razstavo z mednarodno udeležbo so v Ljubljani odprli 26. maja leta 1956, namenjena pa je bila ekonomičnosti stanovanjske gradnje, tehniki in stanovanjski kulturi. Poučno-propagandni del razstave z vzorčnimi stanovanji je bil v prvih 3 nadstropjih zgradbe, ki jo je gradil Gradis in projektiral Edo Mihevc na Titovi, danes slovenski, komercialni del prireditve pa na Gospodarskem razstavišču. Zdaj, to, kar naju tukaj zanima oziroma kar raziskujejo, so seveda vzorčna stanovanja, zato bo dejansko fokus na tem. V okviru priprav na razstavo so bili razpisani 3 jugoslovanski natečaji za vrstno hišo, ekonomično rešitev sanitarnega vozla in za racionalno serijsko izdelano stanovanjsko pohištvo. Na natečaju za vrstno hišo je prvo nagrado prejela vrstna hiša Trata, ki so jo zasnovali Janez Lajovic, Vladimir Mušič, Anton Pibernik in Savin Sever. Tukaj tudi imate pred sabo, lahko vidite tloris te hiše. Ena enota tukaj v tej vrstni hiši zavzema 50 kvadratnih metrov površine in je dvoetažna z ograjenim vrtom. Prečni zidovi so bili zidani, zunanji pa polmontažni z že izrezanimi odprtinami. Pomembno je bilo tudi, da je pri zasnovi tlorisa 6,5-metrski razpon z izpostavljenimi betonskimi nosilci omogočil nove oblike tlorisov. Če samo še omenim, potem drugo nagrado je prejela vrstna hiša za šifro 182838, ki so jo projektirali Danilo Fürst, Fedor Škrlep, Marjan Ferjan in Danilo Jejčič. Tretjo nagrado pa hiša Inter, ki jo je projektiral Marjan Šorli in tehnik Jakob Dobrin. To, kar je tudi zelo pomembno, interierji vseh 3 nagrajenih vrstnih hiš so bili predstavljeni kot makete v naravni velikosti, v takrat, kot rečeno, še nedokončani Gradisovi stavbi. Bili so tudi skrbno opremljeni s pohištvom in z inventarjem domače industrijske izdelave, se pravi tako slovenskih kot tudi hrvaških oblikovalcev. Jaz tega ne bom naštevala, pa večina je podpisana spodaj pod fotografijami interierja. Razstava 3 vzorčnih stanovanj je omogočila obiskovalcem razstave realno oziroma neposredno izkušnjo sodobnega načina bivanja, ki je temeljil na diferenciaciji bivalnih prostorov oziroma skrbni študiji njihove uporabnosti in seveda racionalnemu, modularnemu, estetskemu pohištvu, ki ga uporabnik lahko prilagaja svojim potrebam. Prikaz v merilu 1:1 racionalnih tlorisnih ureditev in sodobno opremljenega interierja je pri obiskovalcih naletel na zelo dober odziv, saj se je v 8 dneh razstavo ogledalo več kot 40 000 ljudi. To je še potem ta del iz gospodarskega, nekih fotografij iz gospodarskega razstavišča, kjer je bil ta komercialni del razstave. Koncept ljubljanske razstave je služil kot izhodišče za prvo razstavo Družina in gospodinjstvo, porodica in domačinstvo leta 1957 na Zagrebškem velesejmu. Tej sta sledili še 2 leta 1958 in leta 1960. Medve bova izpostavile drugo razstavo, ravno zaradi tega, ker je na drugi razstavi bila razstavljen primer vzorčnega stanovanja slovenskih arhitektov. Druga razstava je bila razdeljena na 5 tem: stanovanjska skupnost, razširjena družina, servisi in otroške ustanove v stanovanjski skupnosti, individualno gospodinjstvo, stanovanje in stanovanjska izgradnja ter trgovina in industrija. Razstava je obsegala 7 paviljonov in 3 otroška igrišča na 33 000 kvadratnih metrih. Na vhodu v prvi paviljon je bila razstavljena natančna maketa naselja za 5000 prebivalcev, ki je vključevala tudi strošek investicije in vso potrebno infrastrukturo. Sestavni del tega pa so bili primeri že izvedene stanovanjske gradnje v Zagrebu, Beogradu, Ljubljani in drugih jugoslovanskih mestih, kot je Sarajevo in Skopje. V okviru teme stanovanja in stanovanjska izgradnja je bilo tako prikazanih 9 tipov stanovanj, od samskih do stanovanjskih enot za 4 ali 5 oseb. Vse makete stanovanj v merilu 1:1 so bile v celoti opremljene kot realna stanovanja, stavbnim pohištvom, kopalniško, kuhinjsko opremo, vgradnimi omarami, pohištvom in ostalo notranjo opremo.
Slovenski zavod za izgradnjo je prikazal vzorčno stanovanje arhitektov Milana Miheliča in Ilije Arnautoviča. Prikazani sta bili dve dvosobni stanovanji s sanitarno-gospodinskim jedrom in celotno opremo ter gasonjero s čajno kuhinjo v predprostoru. Stanovanje s središčnim sanitarno-gospodinskim vozlom sta arhitekta razvila leta 1955 v Zavodu stanovanjsko izgradnjo pri raziskovanju funkcionalnih stanovanjskih shem. Takšna zasnova je pomenila občutno racionalizacijo gradnje, saj so v predelni steni med kuhinjo in kopalnico združene vse inštalacije. Zato so to uporabili večkrat v stolpnici na Roški cesti, Streliški ulici, v Savskem naselju in pa tudi v Velenju. Mogoče, če greš samo, prosim te nazaj na tloris. Ja. Hkrati pa je tovrstna zasnova omogočila veliko mero fleksibilnosti pri razporejanju dejavnosti stanovalcev. Prostori so bili diferencirani glede na uporabo, so okoli središčnega sanitarnega vozla razmeščeni tako, da je vzpostavljena krožna pot skozi stanovanje. To na tlorisu mislim, da je kar zelo nazorno se vidi. Tovrstna organizacija spodbuja aktivnost in omogoča dolge poglede skozi prostore, kar relativno majhna stanovanja naredi na videz prostornejša, in služi tudi temu namenu oziroma te tendenci po racionalizaciji, pa hkrati kvalitetni kulturi bivanja. Ob razstavi, mogoče to je potem neki fotografij v bistvu interjerja iz te razstave, tega stanovanja. Še kar naprej. Ob razstavi je šla tudi ta brošura s fotografijo tlorisa in predstavitvena knjižnica s tehničnim poročilom in podatki o kvadraturi dvosobnega, trosobnega oziroma garsonjere in pa tudi ceni stanovanj. Tako kot na razstavi Stanovanje za naše razmere, so tudi makete stanovanj v merilu 1:1 pritegnile izjemno zanimanje obiskovalcev na razstavi Porodica in domačinstvo, saj je bil ta paviljon eden od najbolj obiskanih. Pomembnost te razstave je bila, kot je takrat v reviji Človek je prostor izpostavil Andrej Mutnjakovič, v postavitvi neposredne komunikacije s povprečnim človekom, ki ga je treba animirati glede stanovanjske kulture. Razstavo se je ogledalo zavidljivih 1.250.000 obiskovalcev. Ob tem so bile narejene tudi ankete, kjer se je med 40.000 anketiranimi 77% ljudi opredelilo za sodobno oblikovano pohištvo. Namreč tipi pohištva, ki so bili takrat na trgu, so bili stari 30 ali več let in niso bili primerni za nova po kvadraturi manjša stanovanja, kakor tudi ne za nov način življenja. In dejansko to, kar je bila tudi velika težava, je bilo dejstvo, da ob pomanjkanju modernega pohištva na trgu je bila večja težava v tej, lahko rečemo temu, rigidnosti trgovine oziroma njenih predstavnikov, ki so trdili, da ljudje želijo imeti stilno pohištvo, kar pa je bilo s to anketo ovrženo. Mutnjakovič tukaj še zapiše, da je, citiram, razstava predstavljala enoletni napor v iskanju optimalnih rešitev stanovanjske gradnje, optimalne v smislu iskanja primernih cen in stanovanjskega obdobja. Konec citata, ter da ima, citiram, razstava predvsem didaktični značaj v smislu spodbujanja in razvoja afinitete do takih ambientov. Trdil je, da bi princip ambientalnega prikaza vzorčnih stanovanj in opreme interjerja morala prevzeti tudi trgovina. Tako zapiše, da je, citiram, nujno odpiranje specializiranih prodajaln pohištva z ambientalnim razstavljanjem, kjer lahko potrošnik vidi njegove realne prostorske odnose v stanovanju in odnos pohištva proti vsem ostalim elementom stavbne opreme. Poleg omenjenih razstav je smiselno izpostaviti tudi jugoslovanski paviljon na 11. milanskem trienalu leta 1957,
57, saj gre tudi v tem primeru za razstavo, ki v ambientalni postavitvi demonstrira vzorčno opremljeno moderno stanovanje, pri čemer se primarno v tem primeru osredotoča na stanovanjsko opremo ter idejo bivanja, ki temelji na sintezi oblikovanja, umetnosti in arhitekture. V okviru mednarodne razstave na temo stanovanja oziroma kulture bivanja z naslova Mostra Internazionale dell'Abitazione, ki je v jugoslovanskem paviljonu vključevala še 6 drugih stanovanjskih interjerjev evropskih držav, Francije, Nemčije, Italije, Danske, Švedske, Finske, je bil jugoslovanski paviljon nagrajen za srebrno medaljo. Paviljon je opremil zagrebški studio za industrijsko oblikovanje znotraj danega arhitekturnega okvirja italijanskega arhitekta Marka Comolija. Arhitekta Mario Antonini in Boris Babič sta si zamislila celostno oblikovan interjer z izdelki domačih proizvajalcev. Namen razstave je namreč bil, da se razstavi serijsko izdelano pohištvo, ki je bilo dostopno na trgu in ni starejše od 3 let. In večina pohištva, ki so ga oblikovali Antonini in Babič, je izdelalo hrvaško podjetje Dip Novoselec. Nekaj pohištva, kot je recimo tale jedilni kot, pa je oblikoval Niko Kralj in je bilo proizvedeno v tovarni Stol. Ta zelo skrbno načrtovana ambientalna postavitev pohištva in notranje opreme je delovala zelo sveže, zelo učinkovito in ta srebrna medalja je bila svojevrsten uspeh in priznanje kakovosti modernističnega jugoslovanskega oblikovanja v 50 letih. Zdaj, vzorčna stanovanja, kot so bila ta, ki sva jih omenile, so v kontekstu arhitekturnih in oblikovalskih razstav specifična tipologija, saj niso predstavitev dejanske funkcionalne arhitekture, niti niso njena reprezentacija. Kljub temu, da v bistvu omogočajo v merilu 1:1 realno izkušnjo, fizično izkušnjo prostora, gre za prostor, ki je tukaj vidite konstrukcijo v kozolcu, konstruiran zgolj in samo za namen nastavljanja. Gre torej za premišljeno načrtovano okolje, ki s skrbno izbranimi elementi demonstrira prednosti stanovanja in bivanja, torej gre za demonstracijo. In te razstave so recimo z drugimi razstavami produktnega oblikovanja, dobrega oblikovanja, predstavljajo življenjski stil, bivanjsko kulturo in ne posamezne dobro oblikovane predmete. Fokus je bil torej usmerjen v celostno oblikovanje interjerja, ker sta pohištva in oprema pomembno orodje za prostorsko organizacijo stanovanj, torej integralni del tega prostora in ne dodatek. Penny Spark, avtorica knjige The Modern Interior, privlačnost teh vzorčnih stanovanj v primerjavi z razstavami posameznih kosov pohištva vidi v močnem vizualnem učinku in pa z možnosti prikazati neke idealizirane verzije resničnosti. In ta se je lahko vsaj delno v domovih replicirala skozi masovno proizvedene izdelke. Kot je omenila že Cvetka, so bila vzorčna stanovanja ključni spodbojevalci množične industrijske proizvodnje in potrošnje. Za konec bi na kratko omenili samo še 2 kasnejši razstavi vzorčnih stanovanj, ki pa nista bili del strategije državne promocije in sta nastali predvsem zaradi osebnega angažmaja arhitektov Franceta in Marte Ivanšek, ki sta bila v drugi polovici 20. stoletja s svojim vsestranskim delovanjem, prenosom švedskih vzborov, ključna promotorja bivanjske kulture. Prva razstava je sodobna oprema, ki sta jo organizirala v sodelovanju s podjetji. Tukaj gre že za zelo očitno sodelovanje s podjetji znotraj njunega studija za stanovanje in opremo leta 1964. Ta razstava je bila zasnovana programsko po tipologijah prostorov, ki so bili seveda opremljeni z dobro oblikovanim pohištvom in predmeti za dom. In to je bil tudi izjemno nazoren prikaz stanja takratne slovenske industrije in pa tudi vrzeli, ki je v bistvu nastala pri tem, ki so jo detektirali, ko so opremljali ta stanovanja. Zato je bilo v bistvu pomemben spodbujanje proizvodnje in dopolnjevanje izbire na trgu. V razstavni brošuri je razstava opisana kot primer kooperacije proizvajalcev s skupnim ciljem, citiram, ustvariti boljše okolje za življenje naših delovnih ljudi in pogoje za boljšo uveljavitev naše proizvodne opreme tudi na mednarodnem trgu. In še v bistvu neke vrste case study house, vzorčna hiša v zgoščenem naselju pritličnih enodružinskih hiš v Murglah. Tudi to razstavo sta organizirala Ivanška v okviru studija za stanovanje in oprema
s podjetjem IMOS leta 1966. V tej hiši sta predstavila temeljno idejo naselja, življenje v individualni hiši v tesni povezavi z vrtom in okoliško naravo, in zopet v bistvu je šlo za promocijo in prodajo ne samo vrstne hiše, pač pa tudi izdelkov, ki so v njej predstavljeni. Obstajal je cenik v bistvu vsakega kosa, ki ga vidite in ste ga potem lahko tudi kupili v trgovini. Skratka, naj zaključim, obe razstavi sta dokaz, ker jih je obiskalo ogromno število ljudi, recimo stanovanjsko opremo skoraj 100.000, da so bile te razstave vzorčnih stanovanj s celotno notranjo opremo v 50. in 60. letih prepričljiv medij ustvarjanja nove kulture bivanja in življenjskega sloga. Midve sta se lotile raziskovanja teh razstav, kot je omenila Martina, znotraj razstavnega projekta Svet znotraj, oblikovanje modernih interjerjev, zato so se osredotočile predvsem na pomen teh razstav pri konstruiranju, pri razvoju interjerja. Nadaljujeva pa s to raziskavo, zaradi tega, ker bi rade v bistvu razširile tako prostorski kot časovni okvir in zlasti pogledale te razstave v primerjavi z razstavami, ki so nastale v Evropi. Ko namreč vidite fotografije vzorčnih stanovanj, Belgija, Nizozemska, Poljska, z cele Evrope, ni praktično težko detektirati razliko. Gre za skoraj identičen tip predstavitve in stanovanj, medtem ko so bila odzadja zelo različna. Na Nizozemskem je bila fundacija Good Wonen, ki je več desetletij skrbela za to promocijo. Včasih so bile, v Ameriki so bile veleblagovnice, revije za temi razstavami in drugje, v bistvu v Belgiji država, politika. Skratka, eno primerjalno analizo bi želele narediti, kaj te razstave pomenijo v nekem širšem evropskem kontekstu.